Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober dan. Nov dan in novo predavanje na 7. konferenci o kreativnosti. Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti še vedno teče. Mene pa zanima, če veste, kaj imata skupnega NASA in akrobati. Dajte plusek v komentar, če veste. Zelo težko vprašanje, razen če si je mogoče kdo prebral, o čem točno bo to predavanje in hkrati malce pozna predavatelja. Sicer je zelo interna zadeva, ko boste pa zvedli, vas bo pa osupnila. Ja. Andrej Oblak pozna, vsaka čast. Vsaka čast. Skratka, z nami bo danes dr. Jure Knez. Ugleden podjetnik, soustanovitelj Devesofta. In odgovarjal bo na vprašanja, kot so, kaj so ključni elementi uspeha v podjetništvu, kje najti moč in energijo tudi za težke čase podjetništva in česa ne smeš spregledati, ko se odločiš za podjetniško pot. Če bi vam rekla, da je oče 4 otrok, mi morda ne bi verjeli, pa dejansko je oče 4 otrok in hkrati je pa tudi podjetje Devesoft bilo že 2-krat dobitnik NASine nagrade. Zdaj pa mogoče lahko poveš odgovor na začetno vprašanje. Ja, hvala. Torej, mogoče lahko sklepate že iz tega, kar vam tukaj kažem, ne? Beseda akrobati in beseda Jure Knez skupaj na isti naslovnici, na knjigi, ki jo je napisal v sodelovanju s Petro Škarja, in tako pišeta na zadnji platnici. Če bi imel pred sabo akrobatsko in jadralno letalo, v katerega bi raje sedel? In odgovarja, večina si želi jadralnega, torej jasna navodila, znane poti brez velikih pretresov. Nekaj pa nas je takšnih, piše, ki se nam utečene poti ne zdijo zanimive, ki si z vedno novimi izzivi želimo preizkušati svoje meje. To smo tisti, ki bi se brez pomisleka usedli v akrobatsko letalo, ker vemo, kako noro uživaška je lahko ta vožnja. Akrobati je zgodba o podjetju Devesoft in o doktorju Juretu Knezu, ki je leta 1997 dobil naslednje vprašanje. Jure, a ti res misliš, da se lahko sam kosa z najboljšimi in največjimi na svetu v merilni industriji, ki imajo na stotine razvojnikov? Ne vem, a poskusim pa lahko, a ne? Torej, čaka nas izjemna podjetniška zgodba in to zgodba človeka, ki je potem, ko je naredil izjemno veliko podjetje, tega pravzaprav, tukaj zdaj gledam še dalje v knjigi, kako so to, podjetje predal v roke zaposlenih. Podjetje, za katerega je vložil toliko neprespanih noči, stresa, tegob, izzivov, po 20 letih končno trdno stoji, zdaj pa je lastništvo delil med zaposlene. Izjemna zgodba, ne, nas torej čaka. V pogovoru se mu bo pridružila soavtorica knjige, pravzaprav avtorica knjige, ki je živa knjiga. Petra Škarja je rekla, ko berem knjigo, si vedno zaželim, da bi pravzaprav videla
tiste dogodke, ljudi in okolje, ki so opisani. No, ta knjiga je takšna, s telefonom skeniraš QR kodo in uživaš v videoposnetkih. Nekaj tega bomo pa videli tudi na tem predavanju, ki ni predavanje torej, ampak je pogovor. Me je pa spomnilo, ko si rekla, ko si prebrala odgovor Jureta na vprašanje, da je to res ena taka razvojna miselnost v akciji, ne? Kajti nikoli ne vemo, kaj bomo z trudom dosegli pri razvoju naših potencialov. Skratka, meje si postavljamo sami. Ja, meni je najbolj všeč to, raziskovanje. Pogum in raziskovanje, brez končnih odgovorov. Vesna Tomažin je zasavka in da kar 2 plusa. Nisva pa odgovorili, zakaj pravzaprav NASA. Nagrado NASA je dobil leta 2009 in 2019 za produkt leta. Je tudi predsednik Slovenije Biznis kluba. Predtem je bil predsednik nek drug naš predavatelj, če ste gledali slučajno v nedeljo, Marjana Batagelja. Tako da vidite, da smo na tej konferenci o kreativnosti res zbrali izjemne podjetniške, kreativne, ustvarjalne, sodelovalne genije. Tako da res najlepša hvala, da ste se nam pridružili tudi vi. Midve z Blanko vem, da to delava te zadeve iz čisto egoističnih namenov. Na ta način res poslušava predavanja ljudi, ki si jih najbolj želiva. S kakšnim namenom ste se pa nam vi danes pridružili, bom zelo vesela, če nam napišete v komentarje. Najina zahvala gre pa tudi vsem podpornikom, ki podpirajo celotno konferenco in vsako posamezno predavanje. Epilog je to Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Result, AMZS, Lek Novartis, Salus in pa Genis Sonce. Vidite, da so to različno velika podjetja in tudi iz zelo različnih branž. Dobro besedo pa širijo tudi medijski podporniki, Delo, Media Marketing in pa podjetnik.net. Tudi vi lahko na svoj način podprete celotno konferenco in ves trud, ki ga vlagamo v pripravo kakovostnih vsebin, in sicer z donacijami 2 dobrodelnima organizacijama, ki smo jo izbrali prav za ta namen. Ekologi brez meja, bliža se nam dan Zemlje in s tem res poseben dan, in to je ena organizacija, ki jo podpiramo s to konferenco, druga pa je Pravna mreža za varstvo demokracije, ki se bori za to, za aktivno državljanstvo. Ena sama stvar, preden začnemo še. Dajte navdihniti še koga drugega s tem predavanjem, podelite mu. Če ste na Facebooku, samo šerajte, če ste na YouTubeu, skenirajte, samo copy-pastate tale spletno povezavo, pošljite tistemu, za katerega menite, da bi mu zelo prišlo prav slišati tako zelo navdihujočo zgodbo, ki je seveda bila polna padcev in vzponov. V življenju ne gre drugače, ampak na koncu je pa obogatela mnoge ljudi. In pa lepo prosim, če gledate tole na YouTubeu, kliknite tisti link, da se naročite na predavanje pozitivne psihologije. Mi da smo ravno danes vedeli, da bo tudi maj še poln, tako da za vse, ki želite še več tovrstnih vsebin na temo, kako razvijati pozitivno naravnanost in razvojno miselnost, kliknite, zato da se bomo videvali še pogosteje. Dr. Jure Knez tudi prihaja v studio, bo z nami in bo odgovarjal na vaša vprašanja po tem, ko bomo zaključili s predvajanjem predavanja. Tako da mu kar postavite tudi različna vprašanja. Dobro, moj kazalec je že nestrpno na tipki za play. Želim vam dober prenos in se ponovno oglasimo čez cirka 45 minut. Jure, delujete dobesedno po celem svetu. Si kdaj verjel, da boš dosegel tak uspeh, sploh v začetku?
Ja, lej, če bi nekdo se šel staviti takrat na začetku, ko sem bil sam, ko so bili 2, 3, da bomo imeli 250 zaposlenih, da bomo imeli tukaj firm po svetu, bi rekel, da je malo zmešan. Ampak kaj je pa zanimivo? Po celem svetu delujete, ampak center je pa še vedno v Trbovljah. Se pravi, vse inštrumente vi delate v Trbovljah. To je z namenom? Ja, itak je z namenom. Ne. Tam sem bil rojen, pa tam so kolegi, ne, tako da dejansko je danes čisto vseeno, kje si, dokler je eno letališče bliz, pa dokler imaš hitro povezavo z internetom. Srce je torej tam. Še kaj mi je pa posebej zanimivo v vašem podjetju? Ljudje, s katerimi sodeluješ ali pa znotraj zaposleni, so neverjetno pripadni temu podjetju. Pa tako zelo motivirani, kreativni, ni problem delati malo več, če je treba, tako se res zaženejo, kot da bi v bistvu delali za svojo lastno firmo. Recimo, to je ena taka slika zaposlenih, ko so zagnali se pa zagreba za svoj del. Ni problem iti plezati zjutraj na sončni vzhod na Dimnik, če je treba za podjetje. Tako res pripadni firmi. In če danes govorimo o pozitivni psihologiji, o zaposlenih, kako ne bodo srečni na delovnem mestu, pripadni, motivirani, bomo probali v tej uri najti tvoj recept, recimo temu, kaj si naredil, kaj delaš, da imaš podjetje s tako neverjetno pripadnimi in motiviranimi ljudmi. Mimogrede, tole je poprečen dan na Devisoftu, stopiš noter in še zaposleni še nosijo vse Devisoftovo, tako da to je res neka huda pripadnost samemu podjetju. Ja, ali pa so res fajne cote. To pomaga, ja. Ampak nobenih pa ne prosili, da to nosijo, sami od sebe. No, ampak če greva zdaj čisto na začetek. Diplomiral, magistriral in doktoriral si iz merilne tehnike, če imam pravo informacijo. Odkje pa ideja, da bi zdaj pa razvil nek software? Kako se je to začelo? Ja, torej študiral sem na fakulteti za strojništvo in potem tekom študija sem dejansko imel priložnost delati v podjetju, ki so izvajali storitve na področju merilne tehnike, tako da iz praktičnega dela se potem nekako rodila diploma, magisterij in potem še doktorat. Tako da v bistvu je nekako življenje mi prineslo merilno tehniko. Jaz verjamem, da lahko, če ne bi bilo tega, rečemo temu naključja, da bi lahko bil danes kje drugje, ampak dejansko sem videl takrat eno res priložnost, da se naredi zelo enostavna programska oprema za tehnične meritve in to delamo še danes. Pravijo, da si naredil revolucijo v merilni tehnologiji, merilnih inštrumentih. Ja, pač takrat sem res živel, tu sem jaz res verjel in ta podjetje, v kateri sem delal, sem predstavil to idejo, kako bilo res fajn, da bi začel programsko opremo delati. In potem me je vodja tega podjetja me vprašal, pa ti res verjameš, da boš uspel se parirati stotinam inženirjev v drugih podjetjih, ki že vrsto let delajo na tem področju. Nekako sem rekel, ja, poskusil bom, in tako se je začela potem moja v bistvu samostojna pot. Zanimivo, pa si res tako verjel v to? V bistvu ja, zaradi tega, ker še danes so projekti, ki jih dobiš, so projekti, ki jih izgubiš, ampak sej važna je percepcija tega. Sej najbrž je poslovna ideja, pri kateri ti 99 ljudi reče, to pa res ni dobro, pa ti mama reče, da je cool, da ti moraš vzeti z rezervo, ampak vsi te feedbacki, vse te izkušnje, ki jih pridobiš s prvimi strankami, pa nekako lahko jemlješ kot pozitivno ali pa negativno in moraš srkati in vzeti tudi tiste negativne pripombe, jih poskušati poslovno idejo popraviti in na ta način graditi naprej. Sej v bistvu je tudi tale kozarec, jaz vidim, da je kot napol poln, ne kot napol prazen. In tako je treba iti naprej, korak za korakom. Sprav, če povzamem, bi lahko rekel, da tisti, ki nimamo tako močne vere, recimo svoje ideje o vase, kakorkoli. Če pa stalno damo osredotočenost, fokus na to, zakaj nam lahko uspe, pa kje je napol poln kozarec, čeprav se zavedamo tudi praznine, bolj kot to verjameš, več kot to ponoviš, bolj si utrjuješ svojo vero. Ja, sigurno. Pa tisti del kozarca, ki je prazen, poskušaš še zapolniti. Se ni nič narobe s tem, ampak potrebno je gledati tiste pozitivne stvari, pa na njih delati. To je temelj. No in potem si rekel, ne vem, če mi bo uspelo, poskusim pa lahko. In leta 2000 ste ustanovili Devisoft.
Kar pa neverjetno, je pa to, da samo 3 leta kasneje ste z eno mičkeno ekipo prodali prvo licenco NASI. To je tako nek verjetno največji dosežek v vaši industriji, da dejansko od NASI greš nekaj konkretnega, tako velikega prodati. Ampak to je bila skupinca vas 3 samo. Kako so vas sprejeli? No, saj tako, ne. NASA je res veliko ime še danes, vrhunska tehnologija. Od začetka smo prodali samo eno licenco programske opreme, ne. Ta slika je v resnici iz leta 2005, se mi zdi, ko smo pa že jih tako prepričali, da so nam zaupali večje projekte. No in je bilo kar malo smešno, ker tudi leta 2015 je bilo zelo malo, ne. In smo prišli tam, ne, in je ta, ki je bil vodja telemetrijskega centra, dejal, ne, a vi ste pa jump team, ne, vi ste pa tisti, ki rešujete težave na terenu. Ja, mi smo tukaj, da vam pomagamo, ne, doma so pa še, pa sem pozabil omeniti, da je še tista, ki je skrbela za računovodstvo, pa Andrej, ki je skrbel za prodajo, ampak veliko več nas pa ni bilo, ne. Tako da ja, to je bila res neverjetna izkušnja, pa nam je res veliko pomenila in še danes nam veliko to sodelovanje pomeni. Oni so misli, kaj, da imate pa 100 programerjev nekje doma. No. Ja. Vi 3 ste prvi 3 na sliki, ne? Zadnje je pa raketka, tako da malo sliko razloživa. Kaj pa potem? Nekdo reče, v redu, dobili so NASA, zdaj pa to zadel loto in zdaj gre vse lepo naprej. Kaj ste dobili še polno milijonov in živeli srečno do konca svojih dni? Kaj je bilo potem? No, tako je, ne. Projekti so različni, ne. V bistvu imaš projekte, ki ti pomenijo tehnološki napredek, NASA je bila prav gotovo takšna, ne. Imaš projekte, ki ti pomenijo veliko zaradi tega, ker je stranka, ima zveneče ime, pa tudi tukaj je NASA odigrala pomembno vlogo in veliko projektov smo potem dobili prav zaradi tega, ker smo delali z NASA. Imaš pa projekte, ki so tudi veliki, no NASA ni bila ena izmed njih, ne. Finančno misliš, ni bila? Finančno šele zdaj v zadnjem času, ko delamo tudi merilne inštrumente za izstrelišča pa za testiranje komponent, šele zdaj je ena izmed večjih strank, ampak sej v poslu izmerjam tako, da je v bistvu pomembno imeti manjše projekte, take, ki se dogajajo iz dneva v dan, ne. Temu jaz rečem noise business, nekaj, kar zmeram obstaja. Potem imaš pa pik, ne, to je en vrh, ki ti pa finančno predstavljajo tudi nek, kako bi rekel, en večji prihodek, pa običajno tudi tehnološko pomenijo velik korak naprej. Tako da en miks tega je pomemben. Priporočaš, da imamo oboje? Seveda. Ok, in potem nekaj let zatem se pa zgodi en tak velik šok, ena največja prelomnica vašega podjetja, ki bi nekdo rekel največja preizkušnja, težava, 2009. Kaj se je zgodilo 2009? No, takrat, ne, ko smo delali za NASA, pa za tiste stranke od začetka, smo delali samo programsko opremo. Se pravi software? Software, tako ja. Ta software je tekel na merilnih inštrumentih naših partnerjev in eden izmed večjih partnerjev se je odločil, zaradi tega, ker so pač imeli neko preverjanje interno v podjetju in so videli, da nimajo ključne tehnologije programske opreme v svoji lasti, so rekli, mi pa ne bomo več kupovali od vas, ampak bomo naredili bomo razvili svojo programsko opremo. No in to je bil za nas res šok, za nas je to pomenilo v tistem času več kot 50% našega prometa. Ja, se kar človek potem malo globoko vdihne, ne. In potem v bistvu sva se z Andrejem usedla na najbrž najbolj pomembnem sestanku v zgodovini podjetja in smo se odločili, da bomo začeli delati svoje lastne merilne inštrumente, ne. Takrat v tistem času nas je bilo mogoče, ne vem, 15, nismo nikoli prej glih nekaj veliko delali na tem področju, ampak smo pa vedeli, kako se morajo narediti zaradi teh izkušenj z izgradnjo programske opreme, smo globoko zadihali in smo začeli. Čakaj, če razumem, ste potem ratali popolna konkurenca tistim, ki je bila prej največja stranka. Ja. In zdaj ste delali, prej ste sem software, program, zdaj ste pa še škatlice začeli delati, hardware, celostno. Ja, in konkurenca njim. Tako, v bistvu je potem ratala neka tekma, ne, tekma za partnerje, tekma za stranke, tekma s časom, tudi s konkurenti, kjer so oni začeli delati programsko opremo, mi pa strojno opremo. Pa kdo je bil večji?
Ja, takrat, ko smo začeli, smo bili res en tak David proti Goljatu. Imeli smo, ne vem, 10-krat manjši promet, kot so ga imeli oni. Jure, daj povej, kaj pa danes? David Goljat, kdo je zmagal? Ja, dejansko se je izkazalo, da programske opreme ni tako enostavno narediti, še danes zelo trpijo na tem področju. Tako da po prometu smo nekje 2-krat večji od njih. In če mi delamo, ne vem, 10 milijonov dobička na let, oni že vrsto let delajo okrog 2 milijona evrov izgube. David zmagal. Zmagal, pač določene odločitve so lahko res usodne in mislim, da so se narobe odločili, za nas pa ne. Z naše strani se je takrat zdela to res neka taka velika kriza, po drugi strani je bila pa tudi ena izmed največjih priložnosti v naši zgodovini, pa smo res trdo delali, da smo jo izkoristili. Sprav, največja kriza je lahko tudi ena zelo velika priložnost. Prav gotovo. Jure, DVSoft je znan tudi po tem, da lastništvo podjetja delite med zaposlene. Zdaj pa tako, Jure, zakaj si se odločil za tak eksperiment, tako potezo? Če si predstavljamo, koliko ur, koliko dni, koliko noči neprespanih, koliko truda, koliko je v vseh teh šokov, končno imaš stoječe podjetje in zdaj se odločiš, da boš lastništvo svoje delil med zaposlene. Zakaj je ta odločitev? Ja, recimo po tem kritičnem letu 2009 je minilo nekaj časa in potem smo začeli dobivati kar lepe, velike projekte, zgradili smo lastno proizvodnjo in tako naprej. In pride določenega trenutka, ko pride veliko naročilo in mi smo bili vsi, zaposleni pa, spet bo treba delati. In vidiš, da nastane nek razkorak med tem, kaj recimo lastniki, vodstvo vidi, pa tisto, skozi oči, ki gleda skozi oči zaposlenega. In tukaj, če tega razkoraka nekako ne poskušaš izničevati, postaja samo večji in je resnično lahko usodno to za podjetje. Tako da potem smo začeli z nagrajevanjem, da smo resnično rekli, če bomo dobro delali, potem bomo imeli vsi nekaj od tega in v bistvu neke 3-4 plače na leto za vsakega zaposlenega namenimo za nagrajevanje in potem čez nekaj let, sedaj je tu že kar 5-6 let nazaj, pa smo uvedli tudi solastništvo. Spravi, iskal si način, kako bi tudi zaposleni se veselili vsakega naročila, tudi če je več dela, bi rekli, več dela imamo, to si iskal. In s tem nagrajevanjem, potem te nagrade vi pretopite v deleže, kako to gre? Ne avtomatsko, nagrade podjetja so variabilni del plače in potem lahko zaposleni iz te nagrade lahko kupijo delež podjetja po vrednosti kapitala. To je nekje 5-krat manj, kot bi lahko podjetje prodali na prostem trgu. Sprav zelo poceni prodajate te zadeve. Tako je. Pa imaš kakšne konkretne številke, če se ljudem to splača zdaj, ali boljš, da je s konc leta, da si rekel 3-4 plače dodatne so dobili s tem nagradom v povprečju? Je bolj to vzeti, pa iti na dober dopust ali pretopiti v deleže? Kaj se jim bolj splača matematično? Ja, zdaj za nazaj je zmeram lahko biti pameten, in v bistvu, odkjer je leta 2015-16 vložil, 1000 evrov v podjetje, ima danes več kot 3000 evrov kapitala, poleg dividend, ki se izplačujejo, tako da do danes se to zelo splačalo, zaradi tega, ker je vrednotenje po kapitalu, ta kapital vedno raste, če je podjetje dobičkonosno, torej če ustvarja dobiček, se vrednost kapitala povečuje in v bistvu to je tudi neka stabilnost in varnost, da vrednost deleža narašča. To je vse super, dokler podjetje raste, tako praviš. Evo, tukaj imamo graf rasti podjetja DVSoft, ampak kaj pa, če ne bi rasla? Ja, če podjetje tudi ostane na istem nivoju in ustvarja dobiček, potem se vrednost kapitala povečuje. To je pač matematično tako. Ampak je pa vprašanje, zdaj smo v nekih takih težkih časih, kdo ve, kako bo podjetje delalo naprej in je zelo težko oceniti, kaj bo jutri, ampak če ti vložiš v podjetje svoje prihranke danes, boš zagotovo skrbel za to, da bo čez leta, da bojo ti prihranki vredni več. In to sem res presenečen, koliko teh prihrankov
se zaposleni dajo nazaj v oblike deležev in to tudi kaže neko vero v podjetje, ne. Pa tudi vsem se na koncu to splača. Lahko rečemo, da so zaposleni res dobesedno sokreatorji podjetja. Oni so tudi solastniki, to je njihovo podjetje. Sej, tako je, ne. Sej to samo po sebi ni dovolj, ne. To je en kamenček, je kar pomemben kamenček v mozaiku, ampak če druge stvari, če odnosi niso urejeni, če osnovne stvari v podjetju niso urejene, to ne pomaga, je pa zelo dober dodatek. Kako se je pa to izkazalo v času krize, korone? So ljudje stopili, ne? Kaj? Ja. So odkupovali deleže ven? Kaj se je dogajalo? Ja, to je pa res zanimiva izkušnja bila, ne. Ker če smo že par let nazaj se nekako spraševali, pa če se je javnost spraševala, kako ta model v praksi deluje, je tak model se preizkusi resnično v času krize, ne. In dejansko, ko je bil prvi val, na začetku smo vprašali vse, kdor se ne počuti varnega, ne ostane doma, da bo skrbel primarno za zdravje, ne. Ampak praktično noben se ni odločil za to možnost, ne. Vsi so ostali, so rekli, mi moramo delati, mi moramo naprej zagotavljati inštrumente našim strankam, tako da smo v lanskem letu v resnici za 15% rasli napram 2019, kar je v naši branži, ki je bila kar zelo prizadeta, kar pravi čudež, ne. Ampak se mi zdi, da je res bilo to izredno lepo videti in je en tak dokaz, da zaposleni dejansko verjamejo v to, pa čisto noben ni prodajo deleže. Zanimivo. Kaj pa tako osebno, Jure, ti je težko dati svoje deleže firme drugim? Ja, ne, sej, a veš, to, če imaš, ne vem, 1% od milijarde je veliko boljše, kot če imaš 100% od milijona, ali pa če imaš en velik kolač, ne, je boljše imeti polovico tega kolača, kot imeti 100% tega čistmečkega. To je dejansko tisti rezidualni del, tudi če se prodaja pod ceno, ne, je potem na koncu, se mi zdi, vreden več, predvsem so pa važni te odnosi, ki se vzpostavijo na ta način. No in če smo v začetku rekli, da bomo poskušali od tebe s pogovorom dobiti tisti recept, kako imeti res motivirane, zadovoljne zaposlene, ki z nasmeškom pridejo v ponedeljek v službo, so predani podjetju in tako naprej, to sigurno je tak močen steber, da res ustvarjajo za svoje podjetje. Se pravi, v bistvu jih finančno nagradiš. Za uspehe podjetja jih finančno tudi nagradite in oni to soustvarjajo. Ampak verjetno to ni vse. Kaj je še pomembno, misliš, za motivacijo zaposlenih oziroma kaj vi delate za to motivacijo? Ja, no, urejene finance, nek osnovni nivo je nujno potreben, zaradi tega, da se lahko normalno živi, da imaš nek življenjski standard. To je tista osnova, na osnovi katere lahko gradiš in je ni za zanemariti, ampak so še drugi faktorji motivacije. Palce korenček, imam prav? Ja, to je motivacija 2.0, ko še nekako kar se uveljavlja, zdaj ti služni lastniški odnosi, bič je bil motivacija 1.0, obstaja pa tudi motivacija 3.0. Ja, nas zanima? Ja, in v bistvu je smisel, je en temelj tega, da v bistvu vsak zaposlen ve, zakaj določena stvar dela. Vse konec koncev, če so solastniki, so tudi upravičeni do tega, da to vedo, in tudi potem nekako skozi te naše demokratične procese tudi lahko soustvarjajo te izdelke in pa tudi usodo podjetja. To je ena stvar, dovršenost je druga, da imajo fantje in dekleta možnost, da naredijo stvari do konca, kvalitetno in da se počutijo ob tem dobro. Ta tretja osnova je pa svoboda. Da imajo ljudje svobodo pri tem, kaj ustvarjajo, kako ustvarjajo, čeprav tukaj obstajajo neke praktične limite. Ok, kaj misliš s tem, praktične limite pri svobodi? Ja, v bistvu nekateri si res želijo te svobode. Imaš določen majhen procent ljudi, ki ustvarjajo v podjetju presežke, ali pa kjerkoli v družbi, potem imaš pa eno večjo skupino ljudi, ki pa v bistvu potrebujejo navodila, pa so kreativni v bistvu na določeni poti, še kar
niso pa vizionarji, recimo. Ne. In podjetje rabi oboje. Ne. To je, ne vem, meni je bilo najbolj zanimivo ta primerjava z akrobatskim letalom, ne, če smo že glih dali tak naslov, ne. Zaradi tega, ker je zanimivo vprašanje, ne, kakšen recimo pilot bi bil raje vozil akrobatsko letalo, ne, kjer si zmeraj na meji, kjer zmeraj preizkušaš, kjer je namen tega letala, da izvaja neverjetne manevre, ali bi bil pa raje pilot potniškega letala, ki mora čim bolj varno pripeljati od točke A do točke B. Umirjeno. Ne? In v bistvu imaš oboje. Ne? In najbolj pomembno je, da vsak podjetje ima recimo majhno število akrobatov, ne? Pa veliko število tistih, ki to izvajajo iz dneva v dan, ki tudi v tem uživajo. In potem, da obstaja neka sožitje med tem dvem, kako bi rekel, živalskim vrstam. Ti si jadralno padalo. Ja, seveda. No in če gremo do akrobatov, praviš, akrobati pa rabijo to svobodo, rabijo ustvarjati manevre in tako naprej. Kako pa, zdaj v splošno si govorimo, moraš dati zaposlenim svobodo, morajo kreirati, to v teoriji zdrži. Kako pa v praksi to zgleda? A imaš kakšen tak res konkreten primer ali pa da neko teorijo ali pa nasvet, da rečeš, takole ustvariš prostor, da tvoji zaposleni lahko svobodno ustvarjajo? Ja, v bistvu so najboljše stvari, se mi zdi, v podjetju so nastale na tak način. Teh primerov je kar nekaj. Jaz sem celo v enem soudeležena, lahko povem konkreten primer. Delali so se grafiti v Katapultu Ljubljana in je bila, pač grafite delata dva profesionalna grafitarja, tako res kreativno, ustvarjalna, res znata to profi narediti. In potem je bilo vprašanje, kako bi to naredili, naj še ostali mačkan to damo neke nasvete. In smo trije začeli zelo pametno govoriti, njima dvema narediti tako, pa tako, pa tako. Se pravi, smo omejili jim svobodo. In ona dva sta naredila pač grafit, nek, kako bi rekel, po moje dokaj povprečen rezultat, glede na to, kaj ona dva znata narediti, in sta samo upoštevala naše smernice. Naredila tako, kot je bilo rečeno. Na drugi strani si pa ti vzporedno, eni punci, čist izven tega, si pa dal samo smernice, da rabimo grafit in kaj mora sporočati, brez da karkoli omejil pa rekel, tako pa tako pa tako naj bo. Se pravi, pustil si popolno svobodo tej punci. In rezultat je bil, glede na to, da ni profesionalna grafitarka, ekstremno boljš. Vsi smo tole nekako bolj podporali, da je res bistveno boljša zadeva. Kaj se s tem naredil? Ti si na eni strani dal svobodo, da je punca samo ustvarjala, mi pa tega še nismo znali, tako smo pa omejili fanta. A to vedno počneš? Ja, v bistvu je to dostikrat tudi zelo boleče, ne? Ker ko podjetje raste, se moraš nekako navaditi, da vsega ne moreš nadzirati, da vsega ne moreš narediti sam, da moraš zaupati, pa tudi vedeti moraš, da bojo ostali, ne, kolegi pa kolegice, da bojo naredili stvari vsaj drugače. Ne. Nekatere stvari bojo naredili boljše, nekatere stvari bojo naredili pa tudi slabše. Ne. In tudi, tako kot jaz delam napake, pa ti delaš napake, ne, tako tudi ostali bojo delali napake. Ne. S tem, da je boleče, ne, da če jaz naredim napako v podjetju, delam to s svojim denarjem, če delajo zaposleni napake, delajo to z mojim denarjem. Ne. Ampak podjetje drugače ne more rasti. Ne. In dejansko, da daš to svobodo, pomeni, da ti v njih nekako spodbujaš tudi samostojnost. Ne. In dejansko je to pri rastočem podjetju enostavno nujno potrebno. Bi lahko rekli, da s tem, ko jim daš svobodo, se že vnaprej sprejmeš dejstvo, da zaradi tega kakšna stvar narejena slabše, kot bi sam naredil, da že vnaprej sprejmeš, da včasih bodo kaj narobe naredili in kakšno napako, čeprav veš, da bodo, že vnaprej sprejmeš, da tvoje ne bo vedno obveljala, ampak se pač s tem sprijaznaš, ker dolgoročno pa so boljši rezultati. Ja, seveda. Sej, če ne narediš tega, potem postaneš sam omejitev ali pa cokla nadaljne rastine. Tako da je nujno potrebno to narediti, je pa lepo, da včasih so rezultati res izjemni. Ne? Ja, res je. In tu pri Devisoftu pa še oni, ki smo zunaj, pa opazujemo nadaljavo, rečemo neverjetno, kaj se fante in punce tu spomenijo. Vi ste v bistvu v neki branži, ki na zunaj deluje taka toga, tehnična, pač merilni inštrumenti. Ampak kaj tvoji zaposleni delajo s tabo? Ena klasična merilna konferenca, kjer večinoma vsem sedijo, se pogovarjajo, pri vas, evo, je dekle noter pripeljalo v studio kužka in je kužek razlagal. Taka neka kreativa nova.
Ali pa nekaj drugega, so bile tele nogavice, to je še danes tak hec z okenčki, ki govorijo pa vodijo, ali pa kaj tale master Yoda. No, do bolj takih ekstremnih zadev. Tukaj ste, kaj je že bilo tukaj, pralni stroj ste vrgli? Utešno. In pa smo videli, kako ta debalans povzroči, da pralni stroj enostavno režene. In je vrglo. In ti dejansko pustiš, da to razvijajo in ustvarjajo. Tu celo spodbujam. Celo spodbuja. Pa to želi vse. Razstrelili ste avto, Lado. Ja, eksplozija cela radala. Ja, zaradi tega, ker to je te dogodki, ki jih delaš, marketing, od merilne konference do tega digitalnega marketinga, do sejmu, moraš biti poseben. Ljudje, sploh v današnjem času, se želijo zabavati, želijo videti nekaj, kar jih preseneti. In če jim to daš, se mi zdi, da jim daš nekako vse. Tako da na eni strani resno tehnično delo, na drugi strani pa zabava. In v bistvu tale Lada je bila res tak dober, očiten primer tega, ko smo šli res mogoče majčkeno v ekstrem, sploh zaradi tega, ker je bilo eksploziva malo preveč. Pa Rusi so jokali, ker je bila Lada, in to so bile mokre sanje Rusov pač leta nazaj. Ampak vseeno, to smo mi. Razstrelili ste avto, mislim. Do takih zadev naredili ste nov produkt in ste mogli to nekako predstaviti ta produkt in lahko ga bi predstavili tako v studio in tako naprej. Ampak ne, vi ste nekje drugje to predstavili. Kaj je bilo zgodbo s tem nedimnikom? Ja, mi smo res ponosni, da smo iz Trbovelj, da smo iz Zasavja, da smo iz Slovenije. Tega ne skrivamo oziroma še drugačne, to radi povemo in pokažemo vsem, ki jih to zanima. Tako da smo zelo ponosni tudi na našo industrijsko dediščino, na dimnik. Smo rekli, če smo že toliko let vložili, ta produkt se je delal več kot 4 leta, in če smo že toliko vložili, dajmo to pokazati. In kako lahko to bolj pokažeš, kakor da splezaš na najvišji dimnik v Evropi. To je kar podvig. In v bistvu res pokaže, tole smo dosegli. In z tega je nastal en tak promocijski video, ki je pa tudi nastal iz takih pogovorov, debat, pa so bili fantje pa dekleta res pripravljeni, da so sodelovali pri tem. V 2 dnevih, ko smo tu snemali, je šlo več kot 30 naših zaposlenih zraven. In to je bila res ena taka pozitivna zgodba, kjer stranke v bistvu vidijo, da nam ni vse, da damo nekaj več v naše produkte in tehnologijo, da potem se usedemo tudi na rob dimnika, tako pa pokažemo, to smo naredili. No in ravno to je zanimivo. Nikoli ne reče zaposleni, morate iti tja, pa tja snemamo. Ti vprašaš, kdo bi šel, in v bistvu toliko ljudi se prijavilo, da ste mogli na 2 termina iti. Toliko so pripadni, želijo biti. S tem, da se ob 4 zjutraj to vstajalo, na sončni vzhod šlo, pa je kar podvikno. To naši so kar takšni, da še danes tisti, ko niso mogli jeti takrat, pravijo, kdaj se bo šlo naslednjič. Kaj pa tole zgodba? To je pa tudi ena taka izjemna zgodba pripadnosti, povezovanja. Na tej naši merilni konferenci, ki je bila v lanskem letu virtualna, pač zaradi te situacije, smo rekli, da bomo naredili nekaj več, smo povabili tudi slovenske glasbenike, da so naredili uvodne špice, tiste na zaključku, da so spet z namenom, da se stranke malo zabavajo, da spoznajo tudi slovensko glasbo. In potem je naš fant iz softvera, Saša, je prišel in rekel, Jure, zakaj pa ne bi naredili mi enega svojega komada, v redu. In potem je iz tega res nastal projekt, naredil je audicijo, tako da smo videli, da imamo kitariste, bobnarje, da imamo izjemne pevce in pevke v podjetju. In potem je videl, da je potencial in je res ratal kar en tak lep orkester, naredili so tudi aranžma za glasbo in potem to izvedli. In potem je spet prišel in rekel, Jure, ko misliš, da bi mi to naredili en video spot, tako da se bo res pokazali, ampak to bo nekaj stalo. Ja, itak. In potem iz tega ven, ko v bistvu neko kreativnost posameznikov lahko s tem, da jih daš svobodo, lahko preraste v nekaj res izjemnega, nekaj, kar ne moreš kupiti. To lahko samo dovoliš, da se zgodi. In zdaj se mi zdi, da že komaj čakajo, da bo še kakšen dogodek, da bo naredil še kakšen komad. Če povzamem, popravi me, če se motim, ampak ljudje ti pridejo z idejo do tebe
In kot prvo ti zelo paziš, da ne ubijaš teh idej, ampak ti še spodbujaš to kreativo. Seveda poskusi, čeprav včasih mogoče niti ne veš, ali bo to šlo ali ne, ker vemo, da glasba niti ni tvoje področje, ampak vseeno si to spodbudno rekel, ja, pejte v to. In ko pride spet naprej do tebe in ve, da bo to nekaj stalo ali pa niso prepričani, bo to uspelo ali ne, kaj potem narediš? Ja, sej, so ideje, ko ne dobijo podpore, ne, to je dejstvo, ne, nekaj idej je pač vrednih, da se izvede, nekaj idej pač ni, ne, ampak se mi zdi, da noben pa nima straha pri tem, da bi prišel pa da bi nekaj predlagal. No. Večino stvari se kar dejansko uresniči. Čutijo to svobodo, ta prostor, to spodbudo ustvarjalnosti, ki imate v podjetju? Ja, upam, ne, to je res zapisano v tistem genomu podjetja. Pa še ena zadeva se mi zdi, da je zelo pomembna. Zdaj, če govorimo o tem, kako ustvariti podjetje, kjer so ljudje motivirani, predani, veseli in tako naprej. Nekaj smo rekli, so lastništvo oziroma denarne nagrade, drugo je, ustvariš okolje, kjer se svobodno lahko izražajo svojo kreativnost in tako naprej. Pa še eno področje, ki mislim z mojega vidika, da si zelo močan, in to je, da zelo dobro znaš z ljudmi in sicer v smeri komunikacije. To se ti ne strinjaš, ampak da razložim. Recimo, kako se poda kritika? Imaš dve varianti, kako boš podal kritiki. Mislim, dve, tako grobo. Lahko rečeš, lej, to res ni dobro, to je kar nekaj, ali pa poveš na drugačen način. A imaš kakšna zlata pravila komunikacije? Pa bo potem na kakšnem primeru povedala. Ja, prav gotovo. Ne. Tukaj se mi zdi, da je način izražanja izredno pomemben. Ne. Lahko nekomu rečeš, ne, ti pride z nekim bullshitom, res bullshit. Ne. Lahko rečeš, lej, tule pa bullshit, ne. In lahko rečeš, lej, tule pa dobra ideja, ampak zakaj jo pa ne bi naredil na ne. In tukaj se mi zdi, da je tu zelo pomembno, ne, pa veliko let je trajalo, da se naučiš kakšnih takih zlatih pravil komunikacije, ne vem, eden izmed mojih takih največjih grehov, ne. Če gledam za nazaj, so bili tisti maili, ki so bili napisani tam od 11 zvečer do 2 zjutraj, pa pritisneš send, ne, nekaj napišeš in potem zjutraj gledaš, tega da pa nerviš, da ne bi poslal, ne, in še danes dobiš kakšen tak mail s tako čudno uro, pa ga je boljše kar ignorirati nekaj časa, ne. No, tu je nekaj, ne, maili z preveč klicaji, tudi recimo niso zelo dobro komunikacijsko sredstvo, ne. Tako da je, prav gotovo je kar nekaj takih stvari, kjer je zelo pomembno, da se jih držiš. Recimo, en primer, ki je mene fasciniral pri tej komunikaciji oziroma podajanju kritike. Nekdo iz vašega podjetja je zaposlen za to, da ustvarja vsebino in je mogel napisati neko vsebino za neko nagradno tekmovanje, ni pomembno. In načeloma v osnovi sem vedela, kaj mora približno napisati in kaj so poudarki. In potem mi zagledam, ko je on to spisal, in jaz sem samo čakala, da bo Jure odpisal, tole pa res čist brez veze. To pa niti približno nisi zadev to, ko smo se pogovarjali, nobenih čutil, to je pa res en, kako si rekel, bullshit, ne. Ampak sem čakala, kakšen mail boš napisal. In tvoj mail je bil zelo eleganten, lep, dragi, ne, da, gospod. Lepo, da si se potrudil, vice, da si to vložil nekaj časa v to. Imam pa par predlogov, ki mogoče bi še malo izboljšali zadevo. In potem si dal nek predlog in v oklepaj napisal, lej, vem, da boš ti tu znal bolj spisati, to je res tvoje področje, ne? In si dal samo predlog, ki je bil fenomenalno spisan. Ampak sem si prav predstavljala tega človeka na drugi strani, ker jaz tudi pišem vsebine, sem se lahko njegovo vlogo postavila, sem rekla, on je zdaj prebral tale mail in si mislil, Jure, verjame vam, jaz znam še bolj napisati, kot je tale predlog dal, in se je res potrudil in na koncu pisal fenomenalno besedilo. Se pravi, s kritiko ga nisi ustavil, ga nisi ubil, bi rekel, ne? Ampak si ga spodbudil, da je rekel, sem pa res izkazal. In ljudje pri tebi se res hočejo izkazati. In to mislim, da je tako lepa komunikacija. No? Ja, ampak po drugi strani se mi zdi pa, da je tudi pravilno, ne, da jasno poveš, ne, sej, veš, ko smo se prejle pogovarjala, ne, ali je, kaj narediš, ko vidiš, da nekdo gre v napačno smer, ne. In dejansko se mi zdi, da je tudi narobe, da nič ne rečeš, ne, ker potem, ker se ena stvar zalomi, ne, potem te pridejo lahko nazaj vprašati, ne, lahko ima kickback, ne, ko si pa ti v tem misel, pa potem rečeš, jaz mislim, da to ne šlo nikoli, in potem te vprašaš, zakaj pa nisi tega povedal. Ja. In tudi to ni prav, ne, v bistvu je nekako neka taka moje pravilo, ne, da povem, ne, da rečem, jaz mislim, da tole ne bo dobro zaradi
tega pa tega, ampak končna odločitev je pa tvoja, ne? In pol, če nekdo res verjame v tisto idejo, jo bo še bolj goreče speljal, zaradi tega, da bo dokazal, da tiste točke niso prav ali pa da niso pomembne, ne? Ampak se mi zdi pa, da je prav, da poveš te stvari odkrito, kako si o stvari misliš, pa jim kljub temu potem na koncu pustiš svobodo, ne? Dobra novica je, da verjetno od samega začetka nisi še tega obvladal, tu po 20 letih treninga in izkušenj. To še danes velikokrat pademo na tem področju, tako da no worries, če je povprečje dobro, se pri podjetju tudi, se delaš napake, delaš dobre stvari, ne? Ampak važno je povprečje, ne? Če večkrat zmagaš, kot izgubiš, je tudi v redu, ne? Dobro. Potem pa še en segment, ki se mi zdi zelo močen, da podpiramo DVSoft, tebe in splošno te projekte, in to je, da zelo veliko dajete skupnosti. Recimo, tole je akcija Maske za vse, ko se je začela korona, ste zagotovili brezplačno material za koliko mask? 250.000. In to je bilo še v času, ko v bistvu še niso ljudje prišli do mask, tako da ste res hitro se obrnili. Ja, to je bil prvi val, ne, ko smo v bistvu lahko samo material dobili, da so potem ljudje doma šivali maske, in to je bila ena res lepa akcija, kar se je videlo tudi, koliko tega potencijala je še v Sloveniji, ne, koliko je, ne vem, babic, dedko, mladih šivali. To je bilo ena izmed lepših stvari korone za mene. No pa nasploh zelo veliko dajete v skupnost. To je kot neko vodilo podjetja, je tvoje lastno vodilo. Kaj bi rekel okoli tega? Ja. Eni rečejo, več kot daješ, te izkoriščajo. Kaj je tvoj komentar na to? Ja, sej moraš dajati, ne. Zaradi tega, ker to je, se mi zdi zelo pomembno, ne, da če nekaj daš, pomeni, da nič ne pričakuješ nazaj, ne. Razočaran si, če nekaj daš, pa rečeš, ti bo ali hvaležen, ali boš dobil nekaj nazaj, to ni dajanje, to je menjava, ne. In se mi zdi, no, da je v preteklosti to naše okolje nam toliko dalo, ne, pa je toliko trpelo, sploh Zasavje, da dejansko se čutim nekako obveznega, da damo tudi nazaj. Pa stvari pa tudi s tem dajemo zgled drugim, ne, ker se mi zdi, da take pozitivne zgodbe moramo poudarjati. Ne smemo gledati spet moramo gledati na poln kozarec, čeprav ta je čedalje bolj prazen, ne. Ampak je treba dejansko tudi dajati, zaradi tega, ker to je pa ena izmed najlepših stvari v življenju, da vidiš vesele obraze. V zadnjem času se tudi kot podjetje ste nekaj računalnikov kupili za šole, ker nimajo vsi možnosti šolanja od doma. Potem slišali smo par primerov, kako ste omogočili študij v tujini mladim in še veliko takih lepih zgodb, kako podpirate skupnost, okolje in tako naprej. Zelo velik doprinos skupnosti je pa tudi podjetniški inkubator Katapult. Kaj pa zgodba tega Katapulta? Zakaj ste šli v to investicijo? Zakaj verjameš to zgodbo in kaj s tem delate? Ja, Katapult je pa nastal tako zgolj naključno, ne, ko so nas gledali, to so pa oni iz nas, ko se zelo napadli, ne, v Zasavju pa ni to res, ne, pač mi smo hoteli dokazati tudi, da se da lahko to drugemu uspe, in tako je nam na pot so prišli fantje iz Čipola, ki so v bistvu na Kickstarterju dobili kar veliko sredstev, in potem smo jih dali v naše prostore, ker smo imeli ravno prosto, in iz teh malih stvari, iz malih pomoči je nekako nastala ideja, da v bistvu našo infrastrukturo, naše storitve, našo tehnologijo v tistem času, ko jo mi ne rabimo, da jo ponudimo tem startupom, in tako je nastal Katapult. Čipolo je, kdor jih ne pozna, oni delajo obeske za ključe, povezano s telefonom, da ti zapiska, da jih najdeš, tako da ne izgubljaš stvari, ne. Danes so uspešno podjetje. Kako jim danes deluje? Danes so uspešno podjetje, imajo zaposlenih okoli 30 ljudi, 4 milijone prometa. Mi smo lahko v tistem času, ko smo bili tako mladi kot oni, v tem lahko le sanjali, ne. Tako da je kar dobra zgodba. Njim je pa sledilo še kar precej mladih zagnanih ljudi, podjetij, ki nekako dokazujejo, da se tudi v našem okolju, pa v Sloveniji, da se da uspeti. V bistvu Katapult je ena velika stavba, 2500 kvadratov, in to v Trbovljah, seveda, kjer lahko bi rekli, da to okolje, kjer se spodbuja kreativnost, se da v bistvu vso podporo mladim, da razvijajo svoje ideje, da preizkušajo, da probajo neke stvari narediti. Največja dodana vrednost Katapulta je pa ravno v tem, da jim pomagate pri hardware produktih. Se pravi, nekdo, ki mora narediti nek prototip.
to, kot razumem, je to blazno drago, ko moraš par kosov ustvariti, ker vsaka večje podjetje ima rado nekoga, ki naroči 5-10 tisoč kosov, ti moraš pa mogoče 10-100 jih narediti in to je zelo drago. Vi pa pomagate ravno tem, ko date svoje stroje, date svoje znanje, da v bistvu jim omogočite te prve prototipe naredijo in hitrejši in cenejši. Ja, mi v bistvu ne moremo za nikogar razviti izdelkov, ne, že naše stranke zelo težko servisiramo, pa dostim projektom moramo reči ne. Lahko pa ponudimo te naše logistične izkušnje, logistične poti, lahko ponudimo testno opremo, lahko ponudimo proizvodnjo tako mehanskih kosov kot elektronike. In to je tisto, kjer tudi v tujini podjetja za to namenijo ogromno denarja. In potem to v bistvu podjetje spravi v nezavidljiv položaj, veliko financiranje je potrebno za to in potem je tisti make or break točka je veliko više. In tukaj se mi zdi, da lahko nekaj naredimo za mlade. Tlej iz prve roke, ja, lahko preizkušaš svojo idejo brez neke hude začetne investicije, ravno zaradi tega, kar ponujate, podpirate, pomagate, konec koncev za vaše znanje, spodbuda, že to veliko pomeni marsikomu. Prav lepe zgodbe se v Katapultu nastajajo. Mimogrede, kaj če komu ne uspe? Kako gledaš na to? Ja, sej, konec koncev Katapult je ena taka dobra organizacija tudi za nas, ker jasno je, da vsem mladim startupom ne bo uspelo. Ampak nekdo, ki preizkusi podjetniško pot, ki nekako vidi, kako težko je eno stvar prodati, razviti, še toliko bolj ceni stvari pa infrastrukturo, ki jo ima v večjih podjetjih, drugje, in na drugi strani pomeni tudi za nekoga to varnost. Dejansko lahko v okolju, mi smo veliko prehodov iz enega startupa v drugega, pa tudi že nekaj prehodov iz startupov v DVSoft in to so običajno ljudje, ki potem zelo dobro upravljajo svoje delo. V bistvu bi lahko rekli, da s tem zelo jasno, ne samo z besedami, ne samo z lastnim zgledom, ampak še konkretno s produkti, s prostori in znanjem podpirate ustvarjalnost, podpirate podjetnost in nagrajujete to podjetnost. V to verjameš, da je to vredno v Sloveniji podpreti. Ja, to je lastni kapital, lastni izdelki z visoko dodano vrednostjo so praktično edina stvar, ki v Sloveniji še lahko delamo. Mi ne bomo nikoli več masovno šivali, mi ne bomo nikoli več imeli industrijskih panog z nizko dodano vrednostjo. Tega moramo čim prej pozabiti in samo skozi to visoko tehnologijo lahko dejansko preživimo in živimo dobro. Torej, če pa povzamem zdaj celoten pogovor. Kdor želi imeti v svojem podjetju motivirane, zadovoljne zaposlene, ki so predani podjetju, ko z veseljem ponedeljek pridejo z nasmeškom na obrazu, se veseli, da bodo nekaj ustvarjali, take, ki dajo veliko novih idej, kreativnih idej in da se med sabo podprejo, bi lahko iz tega vam povlekla, da na eni strani, kaj vi počnete, na eni strani jih finančno nagradite in celo, v vašem primeru, celo s solastništvom podjetja, torej imajo občutek, da to je moje podjetje in delajo za svoje podjetje. Potem ustvarite okolje, kjer lahko izražajo svojo svobodo in so kreativni, celo nagrajujete to oziroma celo spodbujate to kreativnost in nore ideje in nove ideje. Zelo pomembna je komunikacija, ki praviš, da si se jo z leti zelo naučil in veš malo bolj, kako zmotivirati, ne skritizirati, ampak zmotivirati, čeprav iskreno poveš, kaj je v redu, kaj ni v redu. In zadnji segment je pa ravno ta, da dajete skupnosti. In verjamem, da tak, ki veliko naredi za skupnost, iskreno, ki marsikomu pomaga, v celoti, v splošnem take ljudi, taka podjetja podpiramo in če tako podjetje rabi pomoč, bomo z veseljem kaj pristopili, pomagali. In če gledamo kot celoto, seveda, ljudje so potem predani, navdušeni, ponosni, da delajo in to bi lahko rekla, da je nek recept, neka skrivnost, v kateri smeri delovati. A sem še kaj pozabila? Ja, bomo videli, kako boš pomagala ti meni konec junija, ker bom krompir lupil. Kaj je s krompirjem? Ne. Mislim, ja, ti boš lupil krompir, ampak ne smemo pomagati. A poveva za to motivacijo? No, ko smo pri motivaciji zaposlenih. Imamo korenček palca, imamo pa tudi tako malo drugačno motivacijo. In recimo, zdaj smo na Katapultu, na založbi Petka, ekstremno motivirane punce, da prodajamo knjigo. In to motivacijo smo naredili na malo drugačen način, ne s finančno nagrado. Boš ti povedal za stavo? Kaj ti povem? Kaj je bilo?
No, Jure pravi, da ni šans, da v 3 mesecih prodamo povprečno prodajo knjig v Sloveniji, knjige Akrobati, to je nekje 300 izvodov. Mi pa pravimo, da sigurno bomo 300 izvodov prodali in smo se šli staviti. Če prodamo 300 izvodov ali več, Jure lupi krompir za cel DVSoft, cel Katapult in zaposleni komaj čakajo, da rečejo, da bo naš glavni šef meni lubil krompir za kosilo. Tako da 1. julija bomo imeli velik dogodek, launch knjige, ko bo Jure lupil krompir, ko bo izgubil stavo. Naš komentiral na to? Se strinja. Imaš kakšno zaključno misel? Kar tiho si predstavi. Ja. Oprosti, že malo. Moram reči, da so punce zelo motivirane. Ne vem, če se kaj zameril naši Urši, pa ne, ampak so res motivirane, se res trudijo prodajati to knjigo. Tako da je dobra motivacija zaposlenih. Ja, sej. Znati je potrebno tudi narediti malo heca iz sebe, pa bom z veseljem to naredil, kar sem že tudi enkrat pri eni drugi stavi. Ampak tu važno je, da se v življenju nekako zabavaš, da delaš tiste stvari, ki jih resnično rad delaš, da jih delaš s strastjo. Ne smemo se pa slepiti, da je treba biti tudi vztrajen, pa da je treba kar veliko časa nameniti, da v eni stvari resnično uspeš. Klavirja se tudi ne uspeš naučiti v 1 uri. Tako da jaz bi rekel, kdor razmišlja o podjetniški poti, kar pogumno pa akcija. Kakšna sklepna tvoja misel, taka ključna? To je bilo to. To je bilo to? Pa če skrajšamo, že sem dala na slajd, moram to tvoje ključno, ustvarjaj strastjo in se ob tem neizmerno zabavaj, kratko in drnato. Super, hvala. Hvala tebi. V Trbovljah se bo torej lupil krompir. V bistvu ga Jure že trenira. In jaz pravzaprav verjamem, da bo izgubil stavo. Samo da povem za naše poslušalce, dr. Jure Knez je prijazno podprl Mariborski maraton že decembra, ko smo ga prosili, da bi lahko takrat izvedli zadevo. In ko smo ga sedaj povabili k predavanju, še nismo vedeli, da sploh obstaja ta knjiga. Tako da to pravzaprav ni bilo mišljeno kot nek promocijski dogodek za prodajo knjige, ampak promocija delovanja, ki deluje za skupnost, ki deluje za sodelovanje in ki deluje za pogum in kreativnost. In mislim, da smo tu izbrali res dobrega sogovornika kot promotorja naše razvojne miselnosti, pozitivne naravnanosti in kreativnosti v razmišljanju in delovanju. Delovanje za blaginjo vseh, kar je tudi najino poslanstvo. Bi pa jaz, Nastja, kar skočila zdaj do Jureta, da ga še malo povprašamo, zaradi tega, ker tudi Jure je namreč v prehodu iz enega sestanka na drugega si vzel še čas za nas in se veselim tudi pogovora z njim, pa bova potem še po pogovoru kakšno stvar več povedali. Evo, dobrodošli. Ja, živja. Aha, takole, evo, pa sva midva na vezi. Najlepša hvala, jaz že sem strašno uživala v tem pogovoru, zaradi tega, ker sem dobila en tak občutek, da res izražate hkrati eno tako zaupanja vredno atmosfero in neizmerno skromnost. Meni se zdi, da nekdo, ne vem, ki ima toliko enih dosežkov, da bi lahko bil, kaj pa vem, aroganten in ne vem kaj, ampak ena taka res skrb za sočloveka izražate in eno tako res tudi skrb za okolje, no, in res kapo dol.
Jaz se trudim, ne, čeprav vidim, da vsi me nimajo rad, ne, recimo Nastja, ne, si želi ne, tle neke linke pošiljajo in vidim, da je to samo zaradi tega, ker si želi, da bi lupil krompir. To si vsi želimo. Krompir je vseeno simbol sreče in si seveda to želimo. Ne? Ja, dejva iti na vprašanja. Eno vprašanje se je pojavilo že, ko smo delali anketo med udeleženci in sicer sprašuje, ne vem, ali je gospa ali gospod, ker je vprašanje anonimno, ampak tako se mi zdi, da imate tudi vi odgovor na to vprašanje. Kako uskladiti vse službene obveznosti z družinskimi? Ta gospod ali gospa ima 5 otrok in torej pri tem ne izčrpati sebe. Ja, težko. Itak ne, vse človek ne zmore, ne, pri družini pa tako, ne, da kolikor časa bi imel, bi bilo premalo, ne, tako da to je eden izmed tistih stvari, kjer dejansko, ne vem, se nekako človek tolaži, da se vzgaja z zgledom, pa da močne osebnosti prenese tudi slabo vzgojo, ne, ampak malo šale na stran, ne, je pač obveznosti je toliko, da je dan običajno prekratek in se je treba zbirati bitke. In si potem skratka izbereš v tistem nekem danem trenutku po svojih najboljših močeh, če prav razumem. Ja, tako da pač potruditi se je treba. Pa. Jaz mislim, da če v tistem, kar počneš, če uživaš, ne, potem ni težko to delati, ne, in tudi človeka to ne izčrpava, ampak ga v bistvu obogati. Ne. Tako da to nekako je že vrsto let, nekako poskušam, da v življenju ne trpeti, ne, ampak pač delati tiste stvari, ki so mi v veselje in se mi zdi, da je to nekako res tisti ključ do uspeha, da tudi tiste temne čase, mogoče kakšne težave, lažje se prebodi. Kaj pa bi lahko zase rekli, da ste skozi leta naredili nekako pri sebi največje neke osebne napredke? No, ko je človek mlad pa zaletal, pa misli, da ima vse prav, ne, je veliko težje delati pa sodelovati, ko vidi, da obstaja en kup principov znanja, da je potrebno, kako bi rekel, sobivati, da je pomembno upoštevati sodelavce, da jim dati svobodo in da iz tega pridejo najboljši rezultati in potem po takih principih dela je veliko lažje potem tudi nekako spustiti stvari od sebe. Dejansko se mi zdi, da je to, če tega ne vem, en podjetnik ne naredi, postane sam ovira pri svojega delovanja in nekako limita rasti. Ne. Tako da tukaj je potrebno kar nekaj vaje, ne, pa samozavedanja, pa veliko prebranih knjig, pa pogovorov s pametnimi ljudmi. Skratka, ker če ne si potem dejansko sam sebi cokla, kot ste tudi že omenili na samem predavanju. Kaj so še kakšne druge stvari, s katerimi ljudje ali pa podjetniki, da lahko temu rečemo, pravzaprav sami omejujejo svojo rast? S čim podjetniki sami omejujejo svojo rast? Mislim, da je ta glavna stvar je nekako miselnost, ne, je premalo zaupanja vase, ne, pa nekako se mi zdi, da tukaj recimo, ne vem, druge narodnosti, recimo Američani, že iz osnovne šole naprej vzgajajo zmagovalce, pri nas pa nekako so v šoli nekako v otrokih zbuja slabo mnenje o sebi. In to je že tista stvar, ki je že nekako v narodu zacementirana, ne, se je že od Martina Krpana naprej, ne, smo pač, imamo določen mindset, ne, in mislim, da je, ko smo mi začeli delati, je bila
to ta glavna stvar, ki je bilo potrebno spremeniti v glavi in v mišljenju, da lahko delamo tudi za najbolj eminentne stranke najtežje projekte. Pa mislim, da smo tukaj dokazali velikokrat, da to zmoremo. Ampak to je, mislim, da kar težko presežiti, ampak je nujno potrebno. Gotovo je težko, sam vam je pa uspelo. Mogoče kakšen nasvet, kako lahko to uspe tudi nam drugim? Ja, jaz mislim, da je dejansko potrebno resnično vase verjeti. Je treba tudi vlagati vase, ker na drugi strani pa je treba vedeti, da so na svetu, da obstaja ogromno znanja, da je to znanje dosegljivo in da je treba vlagati vase in v svojo ekipo. Predvsem pa neko zaupanje je nujno med člani ekipe, da se potem lahko zgodi tista kemija, pa da se delajo presežki. Ja, se mi zdi, da če kdaj, potem je danes res znanje pa zelo, zelo dostopno, ker je toliko stvari digitaliziranih in dejansko je na dosegu enega klika na voljo celotna zbirka človeškega znanja. Omenili ste, da Američani vzgajajo zmagovalce, mi pa mogoče že v kali zatremo tisto misel, da smo lahko tudi mi dobri. Se pravi, na kakšen način vzgajati zmagovalce? Kaj je tista glavna razlika? Ja, jaz mislim, da je to čist pogojeno z mentaliteto naroda, s šolskim sistemom, s kurikulumom in načinom podajanja znanja. Če govorimo v osnovni šoli, pa tudi kasneje, jaz mislim, da je potrebno veliko več take pozitivne motivacije, projektnega dela, dela na stvareh, kjer v bistvu nekako z ekipnim delom pridemo do uspeha. Pozneje v kasnejših obdobjih se mi zdi zelo pomembno, da so študentje povezani z gospodarstvom, da dejansko vidijo od znotraj firme, da vidijo, da tisto znanje, ki ga pridobivajo teoretično, da je potrebno, da matematika, diferencialne enačbe niso samo tam zato, ker so profesorji všečni, ampak zato, ker dejansko imajo svojo porabno vrednost, pa da s tem tudi dobijo motivacijo za nadaljnji študij. Tako da danes se mi zdi, da je znanje tako specifično, da je potrebno gojiti to sodelovanje in potem v podjetjih dejansko tudi naprej vzgajati zmagovalce s tem, da se delajo projekti, ki so uspešni, ki potem gradijo osebnost naprej. In to mislim, da je za nas tehnike je ena izmed najlepših stvari, vidi tudi znotraj razvojne laboratorije, ne vem, od BMW, Mercedesa, NASA in tako naprej. In to je tudi en tak strast, ki z leti ne pojenja, tako da to je res eno tako veselje. Prekrasno. Prekrasno. Najlepša hvala. Jaz sem že bila v Katapultu in se veselim, če bom kdaj ponovno imela priložnost. Resnično je tam gojišče enih dobrih idej in tako zelo lepo je, da imate to vero v ljudi. Tudi ne nazadnje, če pogledamo Petrino založbo, nekdo, ki bi morda danes, kjer vemo, kakšna je situacija v založništvu, prišel do nekoga z neko idejo, da bi imel založbo, mislim, da bi naletel na zaprta vrata. Pri vas pa so vrata odprta za vsakršne ideje in res se mi vidi, se vam vidi, da podpirate vsakršno iniciativo. Ja, ne, to moram pa popraviti, čisto vsakršno ne, ampak tiste dobre pa ne, in tudi, če govorimo o tem specifičnem primeru, se mi zdi, da ta literatura slovenskih avtorjev, da morajo ravno tako, kot inženirji dobijo priložnost, morajo tudi slovenski avtorji imeti priložnost, da objavljajo svoje ideje, ker pisana beseda je le eden izmed temeljev
vsakega naroda in jo je treba negovati. Ja. Drugače vedno dobrodošli v Katapultu. Spet ponovno. Še posebej julija, ko se bo lupil krompir. Ja, to pa sploh, če pridete z nožkom. No, z moštom julija. Z nožkom. A z nožkom, ok, z veseljem. V redu, najlepša hvala za vse misli, ki ste jih delili z nami in upam, da se kmalu spet vidimo na kakšnem drugem dogodku. Hvala. Ja, srečno, živijo. Srečno. Evo še en komentar od Jerneje. Uspehi so na strani pogumnih, srčnih, zaupljivih, čestitke in da bi se ta kultura etike, pripadnosti širila med vse nas. Zelo lep komentar, ki povzame bistvo našega današnjega dogodka. Jaz bi pa prebrala zaključni stavek knjige, ki se mi zdi, da pove bistvo vsega tega njihovega delovanja. Petra reče, verjetno Juretu, ko so se prvič videla, si rekel, da ni bistvo v številkah. Zdaj mislim, da razumem te besede. Ja, odnosi, kaj ne? Odnosi. Tako da, čeprav govorimo o konferenci o kreativnosti, če govorimo ob tem, kako biti srečen in še srečnejši v službi in tudi doma, vidimo se na koncu, vse začne in konča za tem, da gojimo dobre, iskrene, tople, dobronamerne, drugemu namenjene odnose. Ja, ker potem ne ubijamo idej, ne? Velikokrat je namreč problem pri timskem delu ravno to, ker potem ubijamo ideje, ne? To je eden največjih demotivatorjev, kar jih je. In dobro je, da pustimo idejam živeti in tako nam pustijo naše ideje, da jih živimo tudi naši podporniki, Epilog, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Result, AMZS, Lek, Novartis, Salus in Geni Sonce v sodelovanju z medijskimi partnerji, ki širijo dobro besedo. Delo, media marketing, podjetnik.net. Kaj pa nas čaka zvečer? Prosim? Kaj pa nas čaka zvečer? Samo to bi še povedala, oprosti, hotela sem reči, da če jim je bilo všeč današnje tokratno predavanje, naj prosim kliknejo na link od Pravne mreže za varstvo demokracije in nakažejo njim toliko, kot bi sicer plačali na konferenci za eno tako predavanje. In potem, če bi raje imeli čisto naravo namesto čiste družbe ali pa oboje, naj kliknejo še na Ekologe brez meja, ki cel teden pravzaprav, zato ker je v četrtek dan Zemlje, skrbijo za to, da bomo lahko uživali v nečem, kar se nam zdaj mogoče zdi vsaj še malo samoumevno, to so čista voda, čisti zrak, čista hrana, čista zemlja. Najlepša vam hvala za vaše prispevke. Če bo vsak izmed nas prispeval malo, bomo vsi prispevali veliko, pravzaprav ogromno. Zdaj pa ti povej, kaj bo zvečer. Zdaj pa ne jaz povem, ja, da bo zvečer z nami psihologinja Nina Dušič-Hren, ki je navdušenka nad prijazno prodajo. In prijazna prodaja je tudi naslov njenega predavanja. Upam, da se vidimo tudi zvečer in zdaj vas lepo pozdravljava ter vam želiva lepo popoldne.
Ej, kaj ustvarjaš? V prvem omrežju. Telekom Slovenija. Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14.20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivne psihologije.